Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj, prelepa, prekrasna, prečudovita in da mi je zmanjkalo pridevnikov, ampak še kar jih je, pogooglejte, poiščite po Franu, po SSKJ, Špela Grošelj. Dobrodošla. Jurče, kako si to lepo povedal. Kako pa? Jaz sem iskren. Jaz povem, kakor mislim. Hvala ti za te komplimente, polepši se mi dan. Ti si ista, a nisi ista. Ti imaš na Planetu komentatorsko oddajo, Poroka na drugi. Pogled? In meni se zdi, da poveš, kot misliš. Ja, to pa imam pomaga. Si iskren človek v tem smislu. Sej, veš, ne dela mi to vedno plusa. Doskrat sem zaradi tega tudi pod Tintari dobila. Ja? Ampak ne znam drugače. Za to inkarnacijo ne znam drugače. Ok. Pa kaj si rekla, da ti ni usluge to čas naredil? Ne, še vedno mi jo ne. A še vedno ti jo ne? Ne, zato ker se mi zdi, da ljudje niso pripravljeni na direktne komentarje. A veš, meni se zdi, da je v tem času, v katerem mi zdaj živimo, iskrenost pa avtentičnost prava redkost. In jaz cenim ljudi, ki to imajo. Ampak takih je malo in manjšina in glavnina tega ne sprejema najboljš. Zakaj pa misliš, da je tako? Da je to redkost? A so se časi tako spremenili ali kaj? Jaz ne vem, kako je bilo v času naših staršev pa starih staršev. Sam vem, da je zdaj trenutno življenje vse instantno. Če še sam pogledava socialna omrežja, koliko je enega sprenevedanja, koliko je ene igre, fejkanja, kako se tam predstavljajo samo idealna življenja in idealni partnerski odnosi, a v resnici vemo, da popolnega odnosa, popolnega življenja ni. Mislim, v filmu je, ali pa v pravljici. A si ne doliš niti sanjati v tej smeri potem takem? Veš, moja mami je bila zelo realna in mi ni niti pustila kaj preveč sanjati. Zelo me je skozi prizemljevala. Sploh, ko sem prišla v svet medijev, ko sem prišla v skupino Foxy Teens, kjer se je vse skupaj začelo, je bilo zelo jasno. Šola je na prvem mestu, ni mi pustila nikamor odplavati in jaz sem tudi posledično realna. Ja, sem romantik, verjamem v ljubezen, ampak vem pa tudi hkrati, da ljubezen ni dovolj, da je treba še kaj drugega in da to, kar nam v filmih prodajajo in to, kar danes gledamo na socialnih omrežjih, je bolj. Ja. Lahko rečeš, bomo pipkali. Vnaprej je posneto, pa si lahko to prvoščimo. Ful dober. Vse, kar nam zmanjka denarja, bom pa v real time v pipku. Bom pazil, kaj rečeš, pip. Pa boš že z ustanc prebral, kam bo šlo. Vem, tako. Spremljamo te po družbenih omrežjih in tako naprej in tako dalje. Slišimo o tebi v oddajah, o tvojih mnenjih in tako naprej in tako dalje. Mene pa zanima tvoje otroštvo. Moje otroštvo je bilo samo z mami. Oče je bil pri družini number one, se pravi, on je imel že prej družino, ampak 15 let ali celo več je bila pa moja mami ta, ki je bila njegova ljubezen in tudi jaz sem bila načrtovana. Sem celo otroštvo očeta zelo pogrešala. Oče je bil meni kot en dedek Mraz ali pa Božiček. On kadarkoli je prišel, ker je zelo veliko potoval, ker je bil direktor enega podjetja slovenskega in je zelo takrat veliko tujino hodil in iz tam je on meni nosil igrače, ki jih noben tle ni imel. Ampak tega je bilo zelo malo, najnih srečanj je bilo zelo malo in zato je bil oči vedno v moji glavi the good guy. Mami je bila pa stroga. Mami je bila pa tako stroga, da sem se jo bala. Ne, da bi bila kaj nasilna, čeprav sem tudi fasala, veš, za ušnico. To je bila čisto druga vzgoja, kot zdaj. Mi smo odraščali še v teh časih. Ja, mi smo odraščali v časih, ko so rekli, ne otroka pohvali, da se ne bo pokvaril. Mi smo odraščali v časih, če si bil kaj preveč predrzen, da si se kaj odgovarjal, je bil focen. In jaz sem teh focnov kar nekaj dobila. Ampak predvsem je bila stroga. Vedel se je, kje so meje, in bog ne dej, da bi jih sam probala prestopiti, ker so bile sankcije. Je bil house arrest, je bilo, bog ne dej, da sem zamudila domov 10 minut po dogovorjeni uri, mogoče zdaj zato toliko zamujam, ker jaz sem zdaj večni zamudnik, mogoče sem zdaj šla v kontrasmer, ne? Sva ista. Ja, sva, super, me veseli. A je tako, da če otrok dobi v šoli cvek, da lahko starši policijo upravičeno pokličejo? Ja, zdaj je vse lahko. Zdaj so v bistvu otrokove pravice toliko pred dolžnostmi, da ko to gledaš, si rečeš, mislim, kam pa bo to šlo?
če ni meja, ne? Ampak sreči, mi smo bili mimo tega, a ne? Jaz sem vesela, da smo mi še ta generacija. Jaz sem vesela, da smo mi še ta generacija, ki si, če si hotel se družiti, mogo iti k nekomu domov, pa smo šli ven, pa smo gumitvi skakali, pa smo bili bolj v stiku s svojim telesom pa sabo, ne? Zdaj smo pa, veš, jaz vidim pri sebi. Jaz sem si zdaj naštimala neke omejitve na telefonu, veš, in meni že v prvi polovici dneva začne notification tult, da imam še 5 minut, da pokuram tisto, kar sem si nastavila. Je res, da je del mojega posla na telefonu, se pravi družbena omrežja, moraš posneti, moraš zmontirati, pač to vse delaš na telefonu. Sam ni okej, ker v bistvu na ta način dobivamo fake dopamin, ki si ga v bistvu nismo zaslužili. In pol smo v epidemiji anksioznosti, depresiji in vsega, kar pa še zraven. Tako da, če bi lahko, bi z veseljem zavrtela cajt nazaj. Sicer s to pametjo, veš, ampak da bi bila zdaj stara nekih 25-27 let. Bi bilo kar fajn. Ampak kako pa to, glede na to, da si rekla, da je bila vzgoja dokaj stroga, ne, strani mame, kako pa to, da si se po tem življenju, da te je pripeljala kariera na tako, ko bi rekel, na samoizpovedno pot, ker glasbenik mora biti samoizpoveden, mora biti odprt in ne bom rekel, da ni strogost, pač moraš biti stroga do sebe, da kariero gradiš tudi v glasbi, pa na televiziji. Ja, ampak vse umetnost je bolj... Tako, kako je pa do tega prišlo? Mami me je ful podpirala pri tem. Mami je rekla, da sem jaz prej... To je bila že od majhnega. Pela, ko govorila. Pela, okej. Jaz sem prišla dol v trgovino pod blokom in sem rekla, blagajničarka, vam lahko nekaj zapojem. In sem pela Debelo deklico, vedno znova. Debela deklica je bila top. Si bila kaj zastonj pol, vsaj? Ne, nisem, ampak so mi pa ploskali in so mi rekli, da zelo lepo pojem. Kar je bilo veliko, ker sem jaz otrok to rab, ne? Je res, da sem od majhnega, mami me je podpirala, vozila me je na RTV, pevski zbor, otroški, pa pol mladinski. V zboru? Ja, v zboru. In potem tudi, ko so bile te slavne karaoke takrat, veš. Ja, se spomnim. Ja, no, me je mami vozila, rekla, lej špila, kjerkoli v radiusu 50 km od Domžal, te bom jaz vozila na audicije in potem tudi na vdaje. Tako da jaz sem imela doma 100% podporo od mame in ker je pač videla, da sem za to talentirana in zato sem jaz v bistvu pol, je bilo že kar nekako logično, da bom šla v te vode. To je pa redkost. Ker ponavadi, ko nekdo govori o strogem staršu, bodi si mami, bodi si očetu, s tem spada tudi zraven resnega dela se prim. To je bil pa oči. Je pa bil. Oči me je vprašal, ko smo bili najbolj popularni pri Atomikih, ko smo služili, jaz sem šparala za stanovanje in sem si ga pol tudi kupila, je meni oči rekel, kdaj pa ti misliš iti v službo? In sem bila jaz tako, oči, daj mi najti službo, ko bom jo toliko rada delala in ko bom dobila toliko plačan. Ampak ne, kaj pa, če ti glasu zmanjka? To ne bo za zmeri. Boš starejša, bojo prišle mlajše. Veš, en kup enih. On je bil pa pejdi na faks, zdaj to. Saj pa sem tudi faks dokončala. Sam, iskreno, jaz se v sistemu od 9 do 5 ne vidim. Mene bi to, po mojem, ubil. Konc. Totalno bi me, ne vem, mislim si to, no. Se to tudi ljudje marsikdo gleda tako. Sigurno ti je že kdaj kdo rekel, ne vem, pa poješ, pa si na televiziji, pa delaš kariero na spletu in tako naprej. Kaj pa drugače delaš? Ja. Kdaj? Ja. Dej, res sem ga dela, se pri to ponavadi ti Facebook komentatorji, veš. Ker itak Facebook pa Instagram imata dve različni publiki, čist drug target. In na Facebooku so bolj, mislim, lepa beseda, so bolj... Vse veš, no, nije, ja. Ni lepa beseda. In tam so taki komentarji, pa ne samo za mene, pa za vse nas, da je res sem ga delala, kapa teli, ne. Sam, veš, jaz sem se dolg časa s tem obremenjevala in sem nekaj, pa kva ta človek sploh ve o meni? Kaj? Ne en dan stopi v moje čevlje, pa ne en teden fura moj life. Pa sem pa dolga leta rabila, pa tudi tle mi je mami ful pomagala, ker mami me je skozi špela, to ni tvoje. Če v tebi govorijo slabo, pomeni zato, ker nimajo nič lepega o sebi zapovedati. In to je bilo leta in leta tega drila od mami, da mi je zdaj vseeno. Ampak sem pa prej jokala, Si, ker to sem hotel zdaj vprašati. Kako si se ti s tem, ker to je pa del spletnega udejstvovanja, da si deležna. Tako bom rekel, jaz zelo rad dam en primer in sicer to je tako, kot bi hodili leta, ne vem, 100 let nazaj v zakotne ulice grafite brati. Pač tega se ne počne. Ampak danes ti pa to pride domov, medtem, ko se zbudiš, pa odpreš in imaš to pred seboj. Pa ti ni treba nikamor iti in te gnojnice, ki jih bereš, kako
Kako je bilo prvič, ko si bila s tem soočena? Grozen. In prvič sem bila soočena že pri 17, ko sem šla v Foxice in sem bila nova članica. Se pravi, zamenjala sem zdaj nažalost pokojno Majo Malkovo in takrat je bila revija Pilše. Veš, takrat so bile revije in takrat se je to bral. In na zadnji strani so kakor bila neka pisma bralcev. In tam se je nekdo poslal, da ta nova Foxica, ona je pa vzvišena, ne vem kaj vse. In jaz sem bila tako iz sebe, jaz sem klicala Miki Šarac je bil moj menedžer, oziroma naš menedžer takrat. In sem rekla, pa kako lahko ta to reče, se me sploh ne pozna. In je rekel, Špela, to se pa čim prej navadi, ker tega bo ogromen. In če si boš to osebno jemala, boš kje pristala. In blazen velik tudi v času Atomikov. Jaz sem se prejukala, to je bilo, takrat je ena rumena revija v ponedeljkih izhajala, pa so jo v centru mesta že v nedeljo zvečer dobili. Jaz sem šla že v nedeljo zvečer tja, takole me je delal, a se bom znajla na naslovnici ali ne, pa je bilo pa Špela Grošelj, počila bo, pa so se vtikali v moje kile, pa moj privat življenje. To so prej vedeli, kva se pri meni dogaja, kakor sem jaz vedela. Tako, in ti povem nekaj, da teh rumenjakov prav nič ne pogrešam, ker zdaj so vse stvari malo drugačne. Zdaj tudi ta GDPR svoje naredil, zdaj ni kar tako, da te bo tam en sliku in boš ti kar na naslovnici. So se stvari spremenile in glih 2 dni nazaj sem videla, da se je en zelo znan slovenski forum, kjer so se zlivale gnojšnice po vsem in vseh, so ga zaprli. In ti povem, pa kao ne vem, po kakih 20 letih, da sem kar mačkam tako na noter. Vesela. Bravo, ja. To prav, kako bi se znašla po meni Angliji, ker tam je pa tako, da tam pa ni teh zakonov, tam se pa lahko stvari izmišljujejo. Po moje, da bi, mislim, da ali bi kje pristala na kakšnem oddelku, ali pa bi rekla, čau, jaz tega ne grem, pa šla na drugo stran, ker sem tudi brala o eni voditeljci, ki je tale Love Island vodila, ne. Ona je na koncu se samo izklopila, ker je imela doma eno situacijo s partnerjem in je to prišlo v javnost in je izgubila službo, je izgubila najemodajalka, vse v glavnem. Tist pa jaz, po mojem, da tistega pa jaz ne bi. Tako da sem... Jaz sem prvič naletel to, je bila pa takšna situacija, da smo imeli nek blog na internetu in me je Jonas Žnidaršič takrat povabil k sodelovanju in so mi odprli ta WordPress blog in je pisal Jure Godler blog. To je bil prvi post in jaz sem bil dogovorjen, da čez en teden začnem objavljati. In na blogu je vsak post, tudi ta prvi, ki je bil, je pač za komentirati lahko. In jaz sem se zjutraj zbudil, nič nisem še objavil. Ne, Je bilo tako 70 komentarjev, a zdaj pa še ta klon. Kdo te klipa, pa sem si mislil, what? Sej, sploh še niste videli, kaj vam zapovedati. In od takrat naprej se nisem več nobenih komentarjev nikjer. A ti vse bereš te zadeve? Ne, nič več. Jaz sem brala, zdaj pa nič več. Je pa tako, na Instagramu, kjer imam, ne vem, 95 000 sledilcev. To me zanima, eno stvar, oprosti, dokončaj. Mi drugi pošiljajo, ne. A veš, glih zdajle zadnji mesec je bila ena situacija, v kateri ne bom govorila zato, ker ne želim delati reklame tem ljudem. In oni so zajahali Špela Grošelj ime in so si pač delali PR. In jaz sploh vedela ne bi, če mi ne bi pošiljali, a si videla to, tako da pride do mene. Hvala Bogu ne vse, ampak marsikaj pa. Če ti piše kakšen Godler Big Sausage, to nisem jaz. A ne? Kako? Ne. Jaz sem pa glih zanj četala z njim. No, pa ti pa mogoče kaj napisal. Zanima me ena stvar, na tvojih storijih je disclaimer. Ja. Zakaj? Zato, ker ne želim, da povzemajo. Ker kaj? Jaz delam vsebino. Jaz nagovarjam moje sledilce, ki so se sami odločili, da so stisnili sledim. Zdaj bo pa nek, sploh ne moram reči novinar, ker to ni novinarstvo, bo pa pobral dol vsebino, dal gor en clickbait naslov, oni bojo zraven še reklame nalimali, denarček bo šel tja, kaj imam pa jaz od tega? Nič, razen 60 negativnih komentarjev spodaj. In pač ne. In preden sem tega se lotila, sem se pozanimala pravno, če je kakšna možnost, da se jaz zaščitam na svojemu Instagram profilu in ko sem dobila zeleno luč, oziroma potrjeno, da to dejansko lahko, od takrat naprej imam mir. In za stvari, ki ne želim, da se jih povzema, dam spodaj disclaimer in se ga držijo. Upoštevajo? Ja. To je pa presenetljivo. Sam sem toliko časa, veš, trobla, toliko časa sem opozarjala, da
veš, tudi, ko greš na neko spletno stran od nekega bloga, on je avtor, tukaj so avtorske pravice v igri. In kad si ti avtor, ne more kar en drug se okoristiti s tvojimi idejami, kreativo, ne gre to tako, a ne? To je res. A si kdaj, ko bi rekel, občutila breme zaradi ene stvari, ki pač rečemo stereotipi o blondinkah, ti si pa kontra. Ti si izobražena, ti imaš dosežke, tebi ne more noben reči neumno kot blondinka. Ja, sam so mi in mi še vedno. Ja, to je pač... Jaz ne vem, je to samo v Sloveniji tako... Se mi zdi, da v Sloveniji še toliko bolj izrazito, da se človeka kar nekaj pavšalno ocenjuje in da ženska, ki je blond, ki ima mogoče malo bolj tak markanten videz, da tako reči, da ona lahko tudi razgledana, uspešna. To dvoje v slovenski glavi ne gre. Tako da nisem sam jaz deležna teh komentarjev. Nasplošno, če je ženska tudi malo bolj glasna, kar jaz absolutno sem, veš, imaš ljudi, ki so bež barve, pa imaš ljudi, ki so bež, pa imajo malo rdeče, pa imaš rdeče. In to rdeče je še bolj na udaru. Je to stresno? Bilo mi je. Ne več? Ne več. Bravo. Ampak je pa dolga leta, jaz sem zdaj 40 let. Jaz ti povem, po moje, da mi zadnjih 5 let, da mi maha dol. Do takrat sem se pa blazno obremenjevala. Veš, pa so me slikali, pa so napisali, da imam celulit, pa to, pa pa tretji. Joj, kaj je to bilo? Jaz sem se res obremenjevala. Zadnjih 5 let se mi zdi, da je to obdobje, ko se je pač zgodilo, da se je svet ustavil in so nas zaprli, da takrat se mi je pa začelo tako malo. Sem jaz zdaj tlele za ene kauč komentatorje sekirala. Kakšni so pa tvoji pogledi na prihodnost spletnih medijev v smislu karijere tvoje? Ker se to spreminja zelo hitro. Zelo. Instagram je bil na začetku cloud porn pa food porn, zdaj je pa marketinško orodje, ki nima več veze s tistim, kaj je bilo. Ja, jaz osebno nisem nikoli Instagrama delala z namenom zaslužka. Pravzaprav to, kar zdaj vidimo, te vplivneže, ko ljudje reklamirajo neke izdelke, to sem jaz delala že leta 2010 za eno linijo shujševalno. In sem bila po jumbo plakatih in sem bila ambasadorka in sem pravzaprav dala v uporabo moje ime in podobo, še preden so ta družbena omrežja prišla ven. In jaz skozi govorim, da jaz ne želim biti reklamni pano na 2 nogah. Tako da imam tudi omejitev 5 reklamnih kampanj na leto. Na leto. In imam najrajši stalne naročnike, 3 stalne naročnike imam, ki imamo pogodbo letno, ker tudi na ta način si lahko kredibilen. In na ta način, jaz ne razumem teh punc, ki je danes ena znamka za lase najboljša, drug teden je druga znamka za lase najboljša. Kako bo človek na drugi strani vedel, kaj je zdaj res dober in v kaj ti verjameš, ker to, da ti kar v vse verjameš, ne. Meni samo čokolado pošiljajo. Ja, če bi delal za čokolado. Mogoče tako otroški delujem, pa bi mi pegice narisala. Po moje v tem smislu. Pa si rekel, da ne? Ja, sem rekel, da ne. Kaj pa partnerstvo in ljubezen? Zdaj si srečno v vezi, poročena? Ne poročena, ne. Ampak v srečni vezi? Jaz sem zdaj v vezi od letošnjega januarja. Tako da lahko še vedno rečeva, da je to faza spoznavanja. Spoznalna faza. Ja, zaradi tega, ker jaz vedno pravim, v prvem letu se lahko marsikaj zgodi. Prvo leto se ti spoznavaš. Na začetku je par mesecev, ko je dopamin, serotonin, oksitocin, naredijo svoj koktejl in si ti totalno... In potem je realnost, se mi zdi, da tam nekje po enem letu pa ti, ko se to malo balansira, pa ti vidiš, a so te lastnosti, ki si jih na začetku oboževal, še vedno enake, ali ti je zdaj naenkrat tako... A si ti sploh isti, kot na začetku? Tako da, jaz sem zdaj od januarja v vezi, v fazi spoznavanja, zaenkrat, ne vem, kam ne potrkam. Tle je moja glava. Ja, tako, evo, zaenkrat vse okej. Je pa izziv, moram reči, partnerska zveza na splošno, ne samo moja, to je izziv. Sploh v današnjih časih. Jaz se z mojo razumem. Ja? ChatGPT hodim. Škaj mi zanima? Jaz se tudi drugače pogovarjam s ChatGPT-jem in jaz prav ime je. Moja je Sofi. Sofi? Ja. Ne, moja pa nima imena. Moja je samo kozmična ljubezen. Zanima me, kaj pa je tisto pri tebi, kaj je pa po angleško, se bom vulgarno izrazil, deal breaker
pri partnerstvu? Ja, ok. To me zanima iz radovednosti. Jaz, ljubosumje niti slučajno. Ljubosumje. Ne, posesivnost niti slučajno. Deva raj reči, kaj mora imeti partner. 3 stvari, ki so mus. Ne glih mogoče v tem vrstnem redu, ampak mora biti telesna privlačnost, mora biti ujemanje v intimi, mora mi človek dišati ne po parfumu, ampak po feromonih. Mora vam imeti enak smisel za humor. Pač človek mora biti zabaven na enak način, veš. Lahko je on vsem ostalim zabaven, če meni ni, deal breaker. Pa vrednote, oziroma pogled na svet. Zelo, zelo mi je to pomemben. Zelo. Sem mislil, da imam lahko kakšno kljukco dal pri sebi, pa njem nobenih kljukc njem vzetiš. Le, veš kaj, se zdaj itak ni pomembno, ker sem jaz v vezi, ampak eno kljukco vem, da imaš. Ali se eno glavo, zmerno. Imam pa vse to. Špela, najlepša hvala, da si že konc. Ja, konc, bi se že pogovarjal, pa me bojo sponzorji, ki ustrajajo, da zdaj te reklame pokažejo in jaz ne moram drugače, kot jim ustreči. Tako da jaz ti želim srečno, da bi bila naprej v naši vdaji, da bi te še več gledali po televiziji. Hvala, Jure, hvala. Srečno na vseh področjih. Pa dejva se zmeni, da naslednjič, ko me kam povabiš, imava vsaj urco na voljo. Dogovorjeno. Potem se bom pa v naslednjem intervjuju ta teden special s Špelo Grošelj. Hvala lepa, Špela. Hvala tebi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.